občinstvo v dvorani Kina Odeon, gospe in gospodje, spoštovane Izolanke in Izolani. Dobrodošli na soočenju županskih kandidatov v organizaciji izolske civilne iniciative Gibanje za Izolo. Spettacolo pubblico in sala del Cinema Odeon, signore e signori, cari isolane e isolani, benvenuti al confronto dei candidati a sindaco per il comune di Izola, organizzato dalla iniziativa civile Movimento per Izola. V našem improviziranem studiu soočenje bo namreč posnela Megafon TV. Lepo pozdravljam gospo, ki jo še ni, če sem prav razumel, gospod Mahajnc se ni opravičila, čeprav je potrdila svojo prisotnost, jo bomo spustili, pa v upanju, da se nam pridruži kasneje. Gospa Mahajnc je potrdila udeležbo, je kandidatka za županjo Slovenske demokratske stranke, upamo, da bo z nami. Gospoda Milana Bogatiča, kandidata za župana Gibanja Svoboda in s podporo liste MEF in Izolani ter Izole prihodnosti, in gospoda Mitjo Kobala, kandidata za župana liste Kobal Mitje. Če se nam pridružite. Na video zvezi, ne vem, če jo že imamo vzpostavljeno, pa se nam bo, ali se nam je že pridružil gospod Vasilij Žbogar, kandidat za župana liste Vasilija Žbogarja. No, počakamo še trenutek, pa bomo nadaljevali. Gospa Romina Krajn, kandidatka za županjo Socialnih demokratov, se je zaradi drugih obveznosti opravičila. Po elektronski pošti smo pa prijeli opravičilo gospoda, trenutnega župana Danila Markočiča, ki ga bom prebral, ker je aktualni župan podal tudi svoje videnje glede OPN-ja, ki bo tudi ena izmed tem današnjega srečanja, in se mi zato zdi pomembno, da ste o tem pisanju, ki ga podpisuje občinska služba za stike z javnostmi, pač obveščeni. Torej, spoštovani župan Danilo Markočič sporoča, da se zaradi neodložljivih obveznosti ne bo udeležil današnjega pogovora. Obenem pojasnjuje, da ostaja pri že izraženem stališču, predlogu procesa do uveljavitve OPN-ja, ki ga je soglasno potrdil tudi občinski svet občine Izola. Citiram: po mesecih intenzivnih priprav in posvetovanj s predstavniki različnih strok, deležnikov ter skupin občanov je strokovna služba na občini pripravila predlog procesa, za katerega verjamemo, da bo v javnosti dobro sprejet zaradi številnih kakovosti. Predstavitvi na seji občinskega sveta sledi obdobje sestavljanja posvetovalne skupine in nato še uradni začetek usklajevanja OPN-ja z referendumskimi vsebinami. Je pojasnil župan. Lep pozdrav. Tako, zdaj bomo šli sicer z majhno spremembo, glede na to, da gospe Mahajnc ni. Prihaja. Imamo Vasilija. Na povezavi je Vasilij Žbogar. Vasilij, ne vem, on nas ne sliši, sem prav razumel? Ne, mu pošiljamo torej vprašanja po mailu. Lep pozdrav. V vsakem primeru še vedno upam, da se bo gospa Mahajnc udeležila, zato ker smo pripravili 4 sklope vprašanj, po 4 vprašanja v vsakem sklopu, torej s 4 potrjenim udeležencem tega pogovora. Vkolikor se gospa ne pridruži, bomo mogoče na koncu razdelili drugim kandidatom ta vprašanja, ki so bila pripravljena zanjo, ker bi bilo škoda, da te vsebine ne slišimo. Časovno bomo morali omejiti seveda vsakega kandidata, kar pomeni, da bomo vam dali za odgovor 5 minut časa, in če bo slučajna kakšna replika, torej vsebinska seveda, torej ne bomo polemizirali, ampak samo replika vsebinska, se lahko oglasite z dvigom rok in vam damo še 1 minuto za repliko. Torej, izpustili bomo vprašanje za gospod Mahajnc in začnemo z gospodom Bogatičem. Glede na to, da so Izolani in Izolanke zavrnili OPN na referendumu, ali boste, če vam volivke in volivci podelijo mandat, pred pripravo novega OPN-ja pristopili k pripravi srednjeročne strategije razvoja občine
ki jo Izola nima, s poudarkom na varovanju kmetijskih zemljišč, degradiranih območij, ohranjanju zelenih in parkovnih površin in s poudarkom na dragocenem obmorskem prostoru, kot je cesta Izola-Koper. 5 minut je vašega. Hvala za vprašanje. Jaz bi se tudi zahvalil vsem občanom, ki so prišli na današnje soočenje, ker mislim, da je lepo v takem številu tudi videti tiste, ki jih zanima, kaj in kako se bo zgodilo. Žal, mogoče ni prav, da jaz komentiram, ampak žal mi je, da ni ostalih. Mislim, da je soočenje v živo nekaj popolnoma drugega, kot pa neko opravičevanje. Gospod Vasilij je pač odsoten in je prisoten prek Zooma. Zdaj odgovor, glede na to, da imam 5 minut, mislim, da ne bom rabil toliko. Jaz sem že v tej kampanji odgovoril na podobna vprašanja, to imamo tudi napisano na našem Facebooku, ampak vsi tega ne gledajo. Čisto normalno je, da ko bomo pristopili, ko bom jaz župan, moram kar tako povedati, bo prva naloga, poleg tega, da se seznamiš s kolektivom in tako naprej in se zahvališ volivcem, da se lotiš prve ključne naloge. To pa je priprava za čim hitrejši sprejem OPN-a. Izola je zaradi trmastega obnašanja te trenutne oblasti izgubila veliko časa in tudi truda. Mislim, da je bilo vloženega veliko truda v sami občinski upravi, tistim, ki so delali in seveda zunanji, ki so pripravljali OPN. Tu je ključno, da se to pohitri. To, kar ste vi omenili, da Izola nima neke strategije razvoja. OPN mora biti odraz neke strategije razvoja. Brez tega ni pravega OPN-a. Mislim, da je potrebno istočasno, zato da bi prišli čim prej do nekega zaključka in do potrditve, začeti pripravljati strategijo razvoja. To pomeni, da je to prva naloga. Če mi vemo, da rabimo, zdaj bom čisto na pamet rekel, nek dom upokojencev, moramo vedeti, da ga bomo nekam uvrstili. Če vemo, da rabimo neko novo poslovno cono ali pa cono za obrtnike, potem to moramo vnesti v OPN. To je popolnoma jasno, da brez razvoja, brez priprave, pa niti ne toliko kratkoročne. Mislim, da moramo govoriti tu, kratkoročni koraki so, ja, ampak v dolgoročnem razvoju Izole, v kakšno smer se bo razvijalo, ali bo to samo turizem, ali bo to dopolnjevanje z neko dodano vrednostjo nekega kmetijstva, kar je seveda dodano vrednost in mislim, da mora iti v to smer v ponudbo nekim mladim podjetnikom in na ta način jim omogočiti razvoj, ne pa odhod iz Izole. To vse je treba umestiti v prostor. Tako da prvi pogoj je sigurno, poleg tega še pripraviti strategijo razvoja. V našem planu, ker sem jaz kandidat Gibanja Svoboda in seveda tudi skupni kandidat list Izola prihodnosti in tudi liste MEF in Izolani, smo se pogovarjali, predvsem v prvih dveh smo sestavili program, ki vključuje tudi to, da je potrebno najprej izdelati tudi strategijo razvoja občine Izola kot celote. Ne govorimo o mestu, govorimo o celoti, o podeželju, o tistem, kar v zadnjih 3, 4, mogoče celo 5 mandatih ni nihče razmišljal in tega ni naredil. To je ključno, po mojem. Hvala, gospod Bogatič. No, zdaj upam, da ima gospod Žbogar že, ki je naslednji, vprašanje pred seboj, ki smo mu ga po mailu zdaj posredovali, ker so me opozorili, da je nekaj narobe z mikrofonom. Gospod Žbogar, se slišiva? Bom prebral vprašanje za vas. Veliko pripomb ob sprejemanju OPN-ja je bilo podanih v zvezi z mirujočim in tekočim prometom, saj ni bilo izdelane študije prometa. Parkirišč primanjkuje, že za obstoječa stanovanja v soseskah starega mestnega jedra. Smiselno bi bilo, da se avtomobili umaknejo z prostora dragocenega priobalnega pasu, ki ga trenutno zasedajo. Kaj menite o tem, kakšno je vaše videnje? Prav tako nas zanima, kako bi vi oziroma kako boste, če boste izvoljen, uredili pogostejši javni prevoz z zaledjem občine.
Mikrofon tam blizu. Jaz sem zelo omejen, precej malo precej seznanjen, ker sem bil občinski svetnik 4 leta. Ko smo ga dobili v roke, sem prvo poklical mojega arhitekta, počel mojega advokata in smo skupaj išli skozi ta dokument. In moram reči, da je ta dokument zelo kompleksen. In tudi meni osebno je nekaj stvari ni bilo jasnih, tudi takšnih manjših, malo večjih, ampak so konstantno govorili, da pač potem neke detajle se da nas pregledali z obotenom, z tipi in tako dalje. Tako da jaz samo glasovanje na občinskem svetu glede OPN-a sem se vzdržal, nisem glasoval, ker mi je postajalo vse malo bolj čudno, kako so se zadeve odvijale, kako je takratni župan oziroma trenutni župan zadeve pojasneval. Kajti sem stališča, da treba sodelovati za civilno iniciativo, za civilno družbo, z ljudmi. In tudi zato je en razlog, zakaj jaz kandidiram. Ker treba se pogovarjati z ljudmi in moramo rešiti problematiko tako naših kmetov, kot občanov v Zaledju, kot občanov v Izoli. Tako da jaz tiste bom rekel, zahteve, ki je dala civilna iniciativa, kot so absolutno hranitev kmetijskih zemljišč, črne gradnje, ustvariti neko delovno skupino, ki je tudi nekdo iz civilne iniciative, to je ključnega pomena, sploh da bomo prišli do nekega celotnega diskursa. Tako da moram povedati, da sem vesel, da se to sploh danes tukaj dogaja in se o tem pogovarjamo. Kar se tiče prometa in vsega ostalega, moje stališče je takšno, da mi moramo imeti občane in občanke v centru Izole. Mi moramo samo umakniti avte iz površine in jih spraviti v podzemlje. Kajti, da so na prvih linijah do morja pločevina, meni to pač ne spada v neko ribiško mestece, kot je Izola, in si zasluži, da se ta promet umakne pod zemljo. Kar se tiče povezav, pa seveda, ko sem prepričan, in to je tudi v programu, treba absolutno povečati transport na podeželje, kurjercev treba izboljšati, da ni samo po centru Izole, ampak tudi po podeželju. In vse te zadeve, kar se tiče prometa, povečati čim več, tudi za starejše, do bolnice sem dobil zahteve in to so tudi v moji viziji, ki sem delal skupaj z Zelani predlagal. Hvala gospodu Žbogarju. Ne vem, če me sliši oziroma če bomo uspeli do naslednjega vprašanja vzpostaviti boljšo povezavo, da ga bomo bolj jasno slišali. Gremo naprej. Gospod Kobal, zaradi nesmotrne razprodaje stavbnih zemljišč za tržno gradnjo je v izolski občini skoraj tretjina stanovanj počitniških, ki so pretežni del leta zaprta. Prostora zmanjkuje za izgradnjo neprofitnih občinskih stanovanj, tako da mladi, starejši, pa tudi srednji sloj nima možnosti za ureditev esencialnega stanovanjskega vprašanja. Kako boste ukrepali? Sem Kobal Mitja, imam primorski primek, lep Kobal Mitja, zato bi bilo prav, da enkrat volite enega takega s takim primkom na kakšno odgovorno mesto. Kot drugo sem čakal pol ure, zdaj v Izoli vlada anarhija, vidimo že potem, ta ne pride, tam ne pride, ta je po Skypu, ne vem kje je. Jaz bi lahko bil tudi na Skypu na Ledeniku, ker treniram otroke in bi po Skypu vas tudi, ne. Mislim, to zame ni resno, kdor to dela. Jaz sem šel, sem bil član stranke, samo ene v življenju, prvoborc, in sem šel iz te stranke stran, zato ker če si v stranki, te komandira država, sam ne boš napravil nič. Zato sem ustanovil svojo listo, da se lahko borimo res za Izolo, ne floskule, to, kar poslušam, ne. In glede stanovanj je tako, treba je zdaj rešiti
Izola ima največ nepozidanih zemljišč, kar zmeraj poudarjam. Ne? Vemo vsi, da je trikotnik tam pri Delfinu, pol je Ladidelnica, je tam pri Rudi, je ogromno, niti da naštevam toliko teh zemljišč, ki so v lasti banke ali pa v lasti raznih tajkunov. Ne? Zdaj, če občina sprejme ustrezen OPN, zato, ker jaz sem bil tudi še član OPN-ja, ker sem dosti pomagal tudi na tem področju, da se razbilo prejšnjega. Ne? In tudi zdaj delujem v tem stilu naprej. Ne? Ker OPN je treba narediti, da strokovnjaki, inženirji, urbanisti in to sestavljajo en model. Na podlagi tega modela, to je stroka, jaz verjamem v izobrazbo, zato rečem stroka naj prvo to. Pol se gre v krajevne skupnosti, malo se to vidi v krajevnih, kako so civilne iniciative razne, da so povojene zraven, in pa tudi še, da kasneje se razpiše referendum tako informativni, da vidimo, ker tiskaj, če bojo pa vsi ljudje za, pol pa ne moramo več govoriti, to je narobe, to je narobe. To je edina možnost, da uredimo zadeve v Izoli. Samo moramo vedeti, da imamo edini na obali še zemljo, ki je vredna, zlata. Se ste videli, so na Šaredu prodajali parcelo po 700 evrov kvadratni meter, to je bilo 1400 metrov, je bilo 1 milijon evrov. S tem mi naredimo altrike stanovanja za mlade v Izoli. Prostora je dovolj občinska narediti in normalno, da delamo stanovanja pač neprofitna za mlade. Zakaj? Mladi pač ne bojo delali za 1000 evrov, 500 evrov, ko smo mi včasih, davno, delali za tak nizk denar. Oni hočejo, da jih plačaš fino in če jih boš plačal, boš imel kelnerje, boš imel kuharje. Ne govorimo zdaj o 700 evrih. Tele je treba dati na mizo 2 jurja, pa bo vsak hodil delati, ne da ni delavcev, kar govorimo. Koliko mladih se potika po Izoli. Glede teh stanovanj, pa potem samo res narediti liste pravilne. Ker te v Izoli so liste na vseh področjih sumljive. So sumljive na področju privezov, če gledamo, 3 leta ni dobil noben domačin priveza komunalnega. So pri turističnih taksah, 3 leta isto v proračunu vnešena cifra 800 000 evrov, se ne spreminja nič, a vemo, koliko porašča turizem. Ogromno je tega. Samo mi takih turistov, ki grejo skozi, ne rabimo. Ne bojo tisti, zato jim pa moramo nuditi. Recimo, jaz sem za izgradnjo bazena pokritega, ki ga ima Koper, ga ima Piran, edino mi ga nimamo. In to cesto, da ni gužve, spravimo gor z Kopra, gor čez preko hriba, dol do Dragonje, čez Šmarje. Ker tle je škoda zemljišč, da se jih uničuje, ta lepa zemljišča po Strunjanski dolini. Toliko je zdaj zaenkrat, ker veste, če človek čaka nekaj časa, potem se mu začne nabirati malo v glavi in tudi rata bolj tak, ni najbolj prijeten. Najlepša hvala, gospod Kobal. Torej, prišli bomo na drugi sklop vprašanj. Če se slučajno gospa Mahajc obeleži, bomo zastavili vprašanja za nazaj in bomo spet nadaljevali z gospodom Bogatičem. Gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi in stanovanjskimi prostori je bilo leta 2018, tik pred iztekom mandata župana Kolenca, zaradi tako imenovane racionalizacije stroškov preneseno na komunalo Izola, ki to funkcijo opravlja tržno v nasprotju s pričakovanji občanov. Takšno gospodarjenje ni v skladu z zakonom in ni prineslo pričakovanega učinka, saj se je podražilo, nekatere storitve so se podražile za 40%. Kakšen je vaš pogled na to problematiko? Ali boste pristopili k ustanovitvi posebne organizacije ali mora biti sklada? Hvala za vprašanje. Jaz sem bil mnenja že takrat pred 4 leti oziroma pred najmenu gospodu Kolencovu, da ima
mandat je to bilo na občinskem svetu in se je vse skupaj preneslo na komunalo. Mislim, da je to že v štartu bilo zgrešeno in to je danes čisti dokaz, ne, ker gremo v smer, kjer komunala to upravlja popolnoma tržno in dejansko ne skrbi za to, da obnavlja ta predvsem stanovanjski fond, če govorimo. Jaz mislim, da je prva stvar novega župana, oziroma če bom jaz župan, da se bo to na eni od prvih sej obravnavalo, da se pripravi pravne podlage za ustanovitev stanovanjskega sklada, da se prenesejo vsa stanovanja v stanovanjski sklad. To je uspešno rešeno v veliko občinah v Sloveniji, poleg tega pa tudi upravljanje z poslovnimi prostori. Če pogledamo samo primere, ne, in verjetno marsikdo ve, na kak način komunala to upravlja, kdo v imenu komunale vzdržuje, ker imajo vzdrževalca, ti stroški so, če pa govorim čisto tako banalno stvar, če vam doma kotliček crkne po domače povedano in ga morate zamenjati, vas bo koštalo maksimalno 100 evrov. Če to komunala naredi prek svojega releja, po domače povedano, je to 300-400 evrov in to je čisti dokaz, kako se posluje. Ampak ni stvar v tem. Stvar je v tem, da je treba s temi stanovanji poslovati drugače. Ko smo, po domače povedano, videli kot občani v tej občini stalno na dnevnem redu razprodajo tega premoženja, med drugim tudi stanovanj in starih hiš v mestnem jedru, sem jaz včasih dolgo po domače povedano ošpice. Zakaj je vedno komunala prišla pred občinske svetnike z izgovorom, to moramo praviti, to se ne splača vzdrževati, to se ne splača obnavljati. Potem smo pa videli, pa je grdo povedati in uporabiti besedo, prišleke, ki so tu kupili te hiše in stanovanja, jih obnovili, danes imamo pa en kup nekih apartmajev, ki se oddajajo. Jaz živim v mestnem jedru, v Kopoliški ulici, jaz španciram vsak dan tam in vidim, kaj se dogaja. Okrog nas so na koncu koncev že sami apartmaji. Prodajo hišo v Smaregli, recimo, zraven hotela, 2 hiše, v teh majhnih hišah so naredili 6 apartmajev in tako naprej. Zakaj ne bi občina s svojim skladom to obnovila in dala mladim družinam in tudi starejšim, ki so potrebne stanovanja, kot neka neprofitna stanovanja, z neko možnostjo, kar pa smo dali v program, da se to pozneje ugodno odkupi. Celo možno je, in to je tudi stališče vlade, ko bojo financirali zdaj to, kar pravi 10 000 stanovanj v Sloveniji, da bojo tisti, ki bojo prevzeli ta najemna neprofitna stanovanja, lahko odkupili ugodno, s tem, da se bo delež te najemnine štel tudi v odplačevanje kredita. In mislim, da to lahko naredimo tudi v Izoli. Bravo! Hvala. No, zdaj upam, da bo boljši odziv, oziroma da se bomo slišali, torej prebral bom. Se je opravičila ob 4. Pa Mahajnce. Tako. Aha, smo prejeli opravičilo, torej ne bomo nadaljevali z gosti, ki jih imamo. Hvala. Prebral bom vprašanje gospodu Žbogarju. Že dolgo je znano, da so obstoječi prostori doma starejših občanov neustrezni, da ni dovolj prostora za vse seznama čakajočih na sprejem. Iz vašega programa izhaja, da se boste temu vprašanju posvetili, ne da se pa razbrati kako. Ali nam lahko pojasnite? Hvala za besedo. Med javnimi nastopi in ko sem hodil po Izoli in srečeval razna društva, sem bil tudi v domu upokojencev z gospo Vido. Dom upokojencev je res dotrajen. Mi ne smemo si dovoliti, da naši starši in onoti živijo v objektih, ki nima niti higienskih zahtev izpolnjenih, niti nekih standardov, tako da absolutno moramo zagotoviti nov dom upokojencev našim občanom. Iz pogovora je razvidno to, da mora biti v Izoli. Ne more biti v Zaledju, iskali smo prostor v Zaledju, to ni mogoče, starejši morajo biti v Izoli, morajo imeti možnost, da grejo na pošto, morajo možnost, da grejo v trgovino in seveda morajo socializirati z vsemi nami. Tako da ideja je
bila čisto tako, jaz zdaj ne morem konkretno govoriti, kako bi se to rešilo, ampak je potreben nek nov objekt, absolutno nov objekt, en podoben je v Luciji, kjer bo lahko zagotovil dobro bivanje naših starejših občanov. Konkretno smo gledali lokacijo, kje bi bila na obstoječih parkiriščih ob stadionu. Tako da tukaj jaz mislim, da bi se lahko, seveda tukaj treba se uskladiti še z državo, to je državno premoženje in tukaj treba nekako to, takšna dobra lokacija, kjer bi lahko zelo hitro in učinkovito rešili problem upokojencev. Hvala, gospod Žbogar. Gremo naprej z naslednjim vprašanjem za gospoda Kobala. Torej, kulturni dom je bil in je še vedno predvolilna tema že vsaj 20 let. Kljub opozorilom civilne iniciative Gibanja za Izolo, da ni sprejetega OPN-ja, da je lokacija neprimerna zaradi premajhnega zemljišča ter neposredne bližine stanovanjskih stolpičev, okrnjenih parkirnih površin za stanovalce in okrnjenih parkovnih površin, je bil julija 2022 razpisan arhitekturni natečaj. Po ocenah naj bi gradnja kulturnega centra Izolane stala skoraj 15 milijonov evrov. Pri tem je občina računala na 50% sofinanciranje države. V predvolilnem času je bil natečaj zaključen in zmagovalni predlog izbran. Komisija je pri izboru tudi sama poudarjala omejen oziroma premajhen prostor. Zanima nas, ali boste upoštevali pripombe civilne iniciative v zvezi z denarjem, ki ga za seboj potegne takšen projekt. Prav tako nas zanima, ali boste v proračunu predvideli več in koliko denarja za kulturo, saj se v vseh letih za kulturo v Izoli namenja le 50 evrov po občanu skupaj za programe društev, kot tudi za plače zaposlenih, vključno z denarjem za vzdrževanje obstoječih objektov za šport in kulturo. Jaz bi še dve vprašanje drugi odgovoril, ker ste zastavil njim, ker vidim, da narod ni seznanjen, nismo vsi seznanjeni s tem, kaj se je dogajalo glede, ko ste govorili o komunali in teh stanovanjskem fondu in poslovnem fondu. Torej, zdaj imate repliko, ne, imam omejitev 1 minuto, izvolite. Dobro, v glavnem tisti krat sta dva se spomnila, kje sem 5 mandatov v nadzornem odboru, ne. Zadnji mandat, zdaj sem 5, ne, zato vem vse, kaj se je dogajalo v Izoli v zadnjih številka 25, ne, in prej sem bil 20 let republični davčni inšpektor. Trije so pač vzeli to, da bojo pregledali ta fond stanovanjski in pa poslovne prostore, in ko so to pregledali, je pol na podlagi tega, ker so pač oni so že vejo, kaj so ugotovili, jaz tudi vem, in je prišlo fond na komunalo, ne. S tem, da te ljudje so pol dobili zahvalo za to, kar so naredili. Glede tega lahko povem tudi o priliki, komu javno se ne bojim, če me toži, ne. Drugo, glede tega doma, to tudi mi kradijo že dolgo časa, te ideje v vezi doma upokojencev, ne. To se je začel s tem, ker sem imel tam, je tašča umrla, pa kup takih ljudi sem bil tam, sem hodil obiskovati, tudi direktorja sem poznal. In je res, mislim, tisto je namenjeno bolj kakšnemu, recimo, hostlu, kaj takega, ki je blizu morja, ne. Ljudje teh starejših, ki sem skozi tam po obali 2 topola, jih ni, ne hodi nobene izkorišča morja, od teh ljudi jih ni. Težko hodijo tam, zastarelo je vse, dvigala. Lucija ima fantastično, ima dvigala, vse, jaz tudi postajam starejši, jaz bi tudi rad, da bi mi bilo lepo na stara leta. In Koper ima tudi sodoben dom, jaz pa vidim dom, ta nov, tam blizu TPC-ja, ne, tam so te ogromno zemljišč, ima občine tam in to.
Ne, tam blizu stadiona bi začeli. Vas bom moral prekiniti, ker Ja, ste samo izkoristili. blizu stadiona bi lahko začeli bolj nevarno starejši igrati nogomet. Ne. Ok, hvala tudi za to drugo repliko. Zdaj bi vas prosil, če se vrneva na kulturni dom. Vlaganje v kulturo v Izoli. Vam damo še 5 minut za ta odgovor. Vlaganje. Kulturo, to, kar je bilo vprašanje za vas. Prosim. Ne, če imam to kaj, ne vem. A ni bilo nič kaj? Ja, Vasilij ni še na vrsti. Vasilij ima repliko. Čakaj, nisem še povedal, kaj bom. Ja, kultura. Kultura, ja, pa se zato čakam. Daj dobim dovoljenje. Izvolite, povejte lepo. Vasilij počakal, izvolite. Glede kulture je tako, jaz zagovarjam ta dom, da se naredi tam pri dimniku, ne Argo, ker tam zastopajo tudi vsa stroka, kolikor sem seznanjen, zastopajo te arhitekti, inženirji, gradbeni, vsi ti zastopajo, ker je tam že neka kultura, ne, da bi tam nastal ta dom. Ne pa tle na začetku, to bi bilo namenjeno moje turizmu, že tako smo uličili na račun marine, cel turizem v bistvu. Ne? In bo treba narediti kopališča, ker če hočemo mi dobiti dobre goste, rabimo in nuditi, zato ker tle, da pridejo z bicikli in odvrže še malo smeti, to ne rabimo, to ni turizem. Ne? Ok, kaj pa glede vložka v kulturo oziroma? Ja, zdaj vidite, kakšne so cene, nekaj bi bilo dobro evropska sredstva, to nekaj govorijo. Ne? Zemljišč imamo ogromno, se rekel, in ste videli, kakšne tudi prej sem že omenil, kakšne cene dosegajo. Zdaj so fantastični časi za prodaje, to dosežejo neverjetne cene, to dosežejo cene kvadratni metr zemljišča kot lahko od starega stanovanja. In zdaj je treba, čim prej je treba to narediti, ne čakati, kar je nujno. Recimo dom upokojencev, stanovanje za mlade in tudi kulturni dom. Ne? Mislim, v tem času je to najbolje, saj tako jaz razmišljam. No. Nisem vas razumel zaradi visokih ali nizkih cen zemljišča. Zdaj so zemljišča, se splača prodajati za te, ki vlagajo denar. Tisti, ki ima dosti kapitala, ne, da mu ne propada, vlaga. Tudi če preplača, ne vem koliko, ali zemljišča, zlato, bitcoini, ne, vlagajo ljudje. Ne. In Izola je idealna, hvala Bogu, da nismo pozidani, in občina ima ogromno zemljišč za prodati, ne, in če se doseže take visoke cene, lahko sami financiramo tudi dom za mlade, mislim, stanovanje za mlade, kulturni dom, ne, in smerno od tega dobiš pa še tudi toliko, recimo, državnih sredstev na račun kulture in tega. Ne, in tudi, kot pravijo, ki je prej že omenil gospod Bogatič, ki pravijo, da je toliko, ne vem, kdo on sem je omenil, da bo toliko novih stanovanj država, ne samo golobo, jaz ne verjamem nič, nekaj golob je ne tak ptič čuden. Samo vam pove še nekaj strogo zaupno. Moja mama je učila v drugem razredu, ki je učiteljica bila ob meji gor in dol, ne, in je bil problematičen, zato je vrla v tretji razred in preskočila razred. Hvala, gospod Kobal. Mislim, da je Vasilij Žbogar želel replicirati. Vasilij, ste želeli replicirati? Se slišite? Ja, evo, samo glede kulturnega doma, no, ni bila niti replika, ampak dejansko mi potrebujemo nov kulturni dom. Jaz sem v delovni skupini, ki je zdaj skozi 4 leta delala na tem kulturnem domu, in občutek imam, da smo se zmeraj precej daleč. 4 leta se pogovarjamo in se mi zdi, da smo prišli do nekega objekta, kako ga bomo umestili, tam je še kup enih vprašanj glede zemljišč. 4 leta sem prosil, da se naredi en izračun, koliko nas bo stal en takšen kulturni dom, kaj pomeni en takšen kulturni dom za Izolo. To je vrednost 15 milijonov, to je velika stvar, potrebi zelo visoko izobražen kader, ki je dobro plačan, in jaz do tega odgovora še nisem prišel. In tudi zaradi te neodločnosti
je potrebno, da pride nek nov zagon na občino, ki bo takšne stvari z res eno veliko energijo porinil, da se ne bojo vlekle ponovno 4 leta. Hvala, hvala. Gospod Bogačič, ste želeli repliko? Pardon, samo minuto za... Prej je bilo rečeno, naj bi to koštalo 15 milijonov. A se sploh sprašujemo, kje bomo našli denar? Res je, da govorijo že leta in leta, desetletja. Jaz sem bil otrok, ko sem hodil v tisti stari kulturni dom in je še vedno tak. Je potreben, ampak s takimi projekti, in mislim, da je na koncu koncev kritika civilne iniciative pravilna, ne moremo iti v neke megalomanske projekte in govorimo o nekem skoraj bi rekli regionalnem istrskem kulturnem domu. Imamo auditorij v Portorožu, imamo gledališče v Kopru, imamo tudi druge objekte, dajmo narediti nekaj uporabnega in koristnega za naše okolje. Dajmo narediti nekaj, kjer bomo lahko tudi dodatno še več ponudili v obdobju turistične sezone. Se pravi, naj bo to kombinacija kulturnega doma z nekim prizoriščem za neke koncerte in tako naprej. Zato je to potrebno v OPN-u umestiti na pravo mesto. Hvala. Predlagam, da gremo na tretji sklop vprašanj za naše kandidate. Gospod Bogačič, spet ste vi na vrsti. Občina Izolja doživlja v zadnjih letih turistični boom, predvsem enodnevnih gostov. Število nočitev je preseglo številko 500 000. Kaj boste naredili, da se na račun tega ne bo poslabšala kakovost bivanja občank in občanov, ter skrb, torej kaj boste naredili, da bo se varovalo naravo in okolje? Ali boste še pred začetkom nove turistične sezone, po zgledu Kopra na primer, pristopili k prepovedi spreminjanja pritličnih kletnih prostorov v turistične apartmaje? Jaz bi začel odgovor od zadaj. Zakaj? Zato, ker jaz sem bil del Izole prihodnosti in dejansko eden od tistih, ki smo ustanovili to listo. Naš predlog je bil na enem od zadnjih sej, in to je izpostavila Nataša, ki je občinska svetnica, da se v Izoli sprejme podoben odlok, kot je v Kopru. Da se prepove spreminjati pritlična, kletne prostore in dejansko tudi poslovne prostore v neka stanovanja. Na koncu to več niso stanovanja, to so samo apartmaji. Jaz sem že prej omenil, jaz živim na Koporiški ulici, kjer imam dnevnih tistih kopalcev, predvsem v sezoni na stotine. To se vsi vozijo skuterji, vozijo se s kolesi, hodijo pač po ulici, ker je vroče po asfaltu in to dobro čutim na lastni koži. Treba je preprečiti na ta način spremembe namembnosti in seveda kaj je še? Zakaj smo sploh prišli do take situacije? Pa saj končno mi smo razprodali tisto, kar bi lahko uporabili, kot sem že prej omenil, za druge namene. In zdaj smo dobili še večje število apartmajev po starem mestu, zato imamo še večjo gužvo. Poleg treba je nekaj narediti. Treba je zgraditi eno garažno hišo, ki jo odmaknemo iz mesta, kjer bojo vsi ti enodnevni gostje parkirali, jim omogočiti nek, v narekovajih, zeleni prevoz, ki jih bo peljal do plaže, in to ne samo na svetilnik, ker ko priješ na svetilnik v sezoni, moraš dobesedno skakati brisač, taka gužva je. Zakaj ne bi šli v investiranje v obalno cesto, ki je že takrat rečeno, ko so jo namenili samo kolesarjem in pešcem, da bo služila za turizem. In končno se je treba tudi za občino Koper dogovoriti in iti v take investicije. In še nekaj, končno, minister za infrastrukturo si je to ogledal. Tukaj je na vratih, če pogledamo, gospod Janev. On je naš izolski poslanec v državnem zboru. On tudi deluje ravno na področju tega, da se nekaj premakne in da črpamo tudi iz države denar, da začnemo na nek način ta turizem premikati na obalno cesto. Izola je pretrpana v sezoni in sigurno je prvi korak, da preprečimo še večjo gužvo, da naredimo to, kar sem prej omenil. Da enostavno ne dovolimo več spreminjanja namembnosti. Najlepša hvala.
Gremo naprej, gospod Žbogar, vprašanje za vas. Ali boste spodbujali razvoj sodobnega kmetijstva, da bodo lahko vsi občani od najmanjših v vrtcih do šolarjev ter drugi imeli dostop do doma pridelane hrane in na kakšen način boste to naredili? Hvala za vprašanje. Ja, mislim, da je v današnjih dneh kmetijstvo še toliko bolj pomembno zaradi samooskrbe in seveda zdrave prehrane. Mi moramo zagotoviti našim kmetom, našim občanom, da imajo zemljo in da z njo razpolagajo. Ko govorimo, jaz tudi sam imam njivo in rekel, da pridelujemo vino, pridelujemo molke in mislim, da je to, poleg tega, da je skoraj kot en hobi, pijemo svoje vino, imamo svoje olje, imamo svoj pridelek in tako bi rad želel vsem občankam in občanom občine Izola. Malo me moti, ko govorimo o teh kažetah, ne. Se pravi, govorimo, da bi pripeljali radi mlade na kmetije oziroma na njive in potem bi dali eno kažeto tam od 2x2 metra, da jih spraviš noter ene grabljo in ene lopato. Pa kdo bo tako prišel od mladih gor? Če ne zagotovimo izolskemu kmetu en dostojen prostor, kjer lahko se spočije, ki se lahko skuha tisto, kar je predelal, ko se bomo enkrat začeli družiti na teh njivah, kajti če pogledamo tudi sklad kmetijskih zemljišč, to treba urediti. Oni niti ne dovolijo, da se ti družiš na njivah. To je meni nekaj nesprejemljivega. Mi moramo omogočiti izolskim Izolanom, da imajo dostop do zemlje, da jo lahko obdelujejo tako majhne vrtičkarje v Izoli, tako v zaledju, kajti teh je dosti. Moramo pa sigurno paziti na to, da je tukaj lahko tudi preko sklada dosti špekulacij in da pridejo do zemelj tudi tisti, ki niso iz Izole. Ampak tukaj moramo nekaj narediti, en korak naprej. Imamo ljudi, ki lahko tudi to nadzorujejo in mislim, da je to v današnjem času en ključnih momentov, da mladino zopet pripeljemo nazaj v kmetijstvo in da s tem se lahko samo oskrbujejo, ker to bo vedno težje. Najlepša hvala. Gospod Kobal, občina Izola ima participativni proračun. Denar, ki je bil le temu do sedaj namenjen, je zanemarljiv glede na višino občinskega proračuna. Pravila so dokaj toga, razdeljena na dve coni, torej mesto in zaledje. Ali nameravate ta znesek povečati na vsaj 10% višine proračuna in na ta način dati občanom večjo možnost soodločanja pri zadovoljevanju njihovih potreb? Ta participativni proračun, to je pesek v oči, ne. To so tako nizki zneski povsod, tudi če gledate po Sloveniji, da malenkost je to, ne. Če bi se to pravilno gospodarilo, ker problem je, kako se gospodari z denarom. Če je denar od drugega, ki je proračunski, v bistvu je naš, ne, se kar razmetava, ne. Zdaj pa bomo nekaj tam dali 10-5 tisoč enemu, da pokrije, ne vem, oljke, ne vem, bilo kam, sej ni bistveno, zdaj kam, pa bistvo je, da to napije vodo, to je participativni. Če bi bili visoki zneski, govorimo na 20 milijonov proračuna, da bi bil milijon, pol se že lahko pogovarjamo. Samo za take nizke zneske se porabi več časa in kreganja, kot se kaj doseže dejansko, ne. Glede tega, da hodijo mladi v kažete, ki je rekel gospod, da je Dravc, to... Gospod Žbogar, ja. Ja, to prvič slišim, nisem še videl, da hodijo v kažete. In drugo, recimo, ki je menil gospod Bogatič, recimo, da so te kleti in to, pa zdaj poslovni prostori, to vsekakor je treba urediti. Glavne ulice ne bojo v kleteh, mislim, spodnji prostori ne bojo, da nudijo turistom. Tako je po celem svetu. In v kakšnih stranskih ulicah, ki ne hodi nobeden, pa ne dela tudi v klet, tudi v podzemlju, če hoče, če bo kdo noter spal tisti vlage od turistov.
Ker prvi namen Istriana ta.plavega je bil, v pritličju je imel osla, muša in flaškon vina. To je bilo. Hvala gospod Kobal. No, zdaj, če se strinjate, bi mogoče... Pardon, gospod Bogatič, ste želeli repliko? Iz Bogara. Pardon, Vasilij, ja. No, jaz pa sem želel... Izvolite, Vasilij, kar... Ne bom se krajal, gospod Bogatič je starejši od mene, tako da mu dam... Ne, zaradi povezave imate vi prednost. Ne, jaz bom na kratko, samo glede turizma, no, mislim, da je zelo pomembno, da povežemo turizem z zaledjem in da omogočimo, da se turisti oziroma turizem širi tudi v zaledju Šared-Korte. Kajti mislim, da lahko z neko skupno strategijo in kmetov in občanov in ljudi v zaledju naredimo, jaz pravim, ena goriška brda iz naše. Hvala, gospod Vasilij Žbogar, gospod Bogatič. Jaz sem samo hotel na temo participativnega proračuna. Če si ogledamo uspešnost tega v slovenskih občinah, bi lahko bilo samo pohvalno. Poglejte, kaj se pri nas dogaja. Mi imamo 110 000 evrov, ki so jih tako kot drobiž ponudili občanom in to deljen na 2x55 000. To je sramota. Vi ste omenili, ali bi šli celo do 10. 10 pomeni 2 700 000. Mogoče je to glede na proračun, ker je 27 milijonov približno. Če gremo tako visoko v začetku, mislim, da bi kar med nami zmanjkalo ideje, kje bi pa mi ponudili ta denar. Ne? Treba je postopoma. Treba je v nekih 5 letih priti morda celo na 10%. Ampak kako? Tako da omogočiš tistim skupnostim, krajevnim skupnostim, posameznikom, ki imajo ideje, da se prijavijo na to z nekimi projekti, ki bodo res dodana vrednost v tej družbi, ki bojo mogoče tudi infrastrukturno rešili tiste probleme, ki jih ta občinska oblast ne vidi. Treba se je lotiti tega podobno kot v Radovljici, bom rekel. Tam so naredili ogromno s tem, ker so dovolili večje zneske. To je ena od takih vzorčnih občin. Mogoče je več kot minuto, ampak pogledajte še nekaj. Če bi mi v občinski upravi imeli ljudi, ki bi razumeli in ki bi videli, da je to nekaj koristnega za občane in za občino, jim ne bi dali 10-14 dni časa, da se prijavijo na to. Ampak to je treba pripraviti projekte, na katere se pripravlja verjetno nekaj mesecev ali pa pol leta. Razpišeš to spomladi in odpreš šele jeseni in takrat potrdiš. Hvala, gospod Bogatič. Če se strinjate pri vprašanja, ki so bila namenjena gospe Mahajc, ki je ni z nami, pač vsakemu od gospodov v kinu Odeon pač prebrali eno, pa kar po vrstnem redu. Če se strinjate, gospod Bogatič, ali odobravate sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN-ja brez krovnega akta, to je občinskega prostorskega načrta? Glejte, če gledamo trenutno zakonodajo, pa si tisti, ki naprimer ne poznajo tega področja, preberejo samo tisto, kar je objavljeno, tista osnovna informacija, kaj je OPN in kaj je OPPN na Ministrstvu za okolje in prostor. Kliknite pač na ministrstva in tam lahko preberete, kaj je OPN, kaj je OPPN. Mislim, da nam je jasno vsem, ker tu je v Izoli prišlo do tega, da je verjetno vsak preštudiral dobro, predno je glasoval proti takemu sprejetemu OPN-u. Zakonsko je možno OPPN celo sprejeti, ampak daj, v tistih primerih, ko govorimo o območju, ki ni bilo predvideno v samem OPN-u. Nikakor v Izoli, jaz osebno mislim, da je v Izoli potrebno iti v dogovoru, ne smo bili na inicijativo, pozvati še širše zainteresirane in sprejeti vsem sprejemljiv OPN. In seveda takrat prijajo na vrsto šele OPPN-i, ker so to itak predvidi v OPN-u. Hvala. Gospod Žbogar,
vprašanje, ki je bilo namenjeno gospe Mahajc. Kaj boste storili vi, da v občino privabite podjetniške programe z visoko dodano vrednostjo, ki ne bodo ogrožali okolja in bodo privabili visoko izobražen kader? Hvala za besedo. Ja, gospodarstvo je nek ključnih vprašanj v Izoli. Ko sem se srečal z Izolankami, sem prišel do tega, da seveda v Izoli si ne želimo nekega velikega gospodarstva, nekih velikih tovarn, ampak želimo manjša podjetja, razvijati manjša podjetja in že obstoječa podjetja. Zato je ključno, da se poveča industrijska cona. Mi potrebujemo to južno cesto, zato da pridobimo novo zemljišče za širjenje teh naših podjetnikov, manjših podjetnikov in preko tega bomo uspeli pridobiti tudi delovna mesta, se pravi, moramo delati na IT tehnologiji in privabiti na različne načine podjetja, ki so primerna za naše okolje. Najlepša hvala, gospod Žbogar. Gospod Kobal, ali nameravate spremeniti delovni čas občinske uprave po zgledu upravne enote in drugih državnih organov in ali bodo gradiva za občinski svet, če boste na čelu občine pripravljena tako, da bodo razumljiva občankam in občanom ter da ne bodo zavajajoča? Bo vaše delovanje in delovanje občinskega sveta, ki mu boste predsedovali, transparentno? Vmes rečem kakšno stvar, tako da vas malo nasmejem, ker če ne bi bilo preveč turobno. Glede samega načina dela kot župan, bi obvezno te seje in vse te stvari bi se premljelo pri dobro in narod bi bil obveščen. Mislim, se zeje tudi tiska hoče je obveščen. Se spremlja lahko preko spleta in jo oddaja v živo, tako da ni problem to speljati. In samo tisto prvo sem pa pozabil. Ali boste spremenili delovni čas občinske uprave po zgledu upravne enote in drugih državnih organov? Za čas sem bolj tako, zato me je verjetno uteklo, nisem prav točen. Glede, imamo državo, imamo javno upravo, ministrstvo, pod katero spada tudi lokalna samouprava. In zdaj tle si ne more občina kar nekaj privoščiti, da jaz bom imela pa urnike po svoje. V bistvu bi morala delati, kot dela tudi javna uprava, se pravi, javna uprava Izola, ki imamo, se veste, so javne uprave, in se dela ponedeljek so stranke, torek so stranke, sreda in petek, razen četrtek, ko je pač se ureja dokumentacija in to. In isti urnik bi jaz uvedel tudi na občini. In še drugo, uvedel bi tudi to, da bi lahko vsak občan, seveda tisti, ki me boste imeli radi, drugi ne, da bi prišel, kadar bi hodil k meni, ne bi bilo zaprtih vrat več. Toliko pa zdržim, da lahko cel dan komentiram z ljudmi. Edino zvečer grem pol prej spat, ne gledam filme, dobro. Življenje je film, Še kakšna skupna? No, mogoče še glede transparentnosti, torej, oziroma kako boste pripravljali gradiva za občinski svet, če boste na čelu občine? Glede transparentnosti samega proračuna, sem pravim, sem 5 mandatov v nadzornem odboru za proračun. To je zelo težka zadeva, kot državni denar, isto občinski denar. Polni se proračun in pol se da v razne rubrike, tle konti, ta konto, uni konto in se dosti da skrit noter. Ker izolska občina, recimo smo edini, ker sploh nimamo notrnega revizorja, tako da veste, kako poslujemo. In revizor mora biti notri. Smo imeli, ma zdaj ga ni. In tako se ne da poslovati, ker revizor je zavezan svojim dejanjem tudi kazensko odgovarjati. Mislim, v glavnem, ko sem vam rekel, že od začetka sem, in zdaj se vračam k isti besedi, anarhija. Hvala. Hvala, gospod Kobal. Gospod Bodrati.
Bogatič je prosil za besedo. Jaz sem hotel na isto temo, na hitro samo povedati to. Jaz sem dolgo bil v državni upravi, dejansko sem bil tudi direktor urada in me je motilo, ko so neki lokalni organi, tako kot naprimer občinska uprava, imeli drugačen urnik. Prvo je treba poenotiti, se pravi, občan mora vedeti, kdaj lahko potrka na vrata, to je ena stvar. Drugo, jaz sem že od začetka tako rekel, da bojo vrata župana vedno odprta, da potrdim isto, kot on pravi. To je ena stvar. Drugo, prva stvar je, da se gre tudi v popolno digitalizacijo te občinske uprave. Ko mi imamo nek postopek na občinski upravi, ko vložimo nek postopek, moramo imeti vpogled v našo zadevo. To se rešuje lahko tudi digitalno. To obstaja že na ministrstvih, na raznih uradih, zakaj ne bi to naredili na občinski upravi. Ta uprava bo imela en korak bolj prijazen dostop do občanov. Poleg tega, na vsak način, vse občinske seje je treba snemati in jih je treba arhivirati in dovoliti arhivski vpogled vsakemu občanu. Da si čez 4 leta pogleda, kaj pa je tisti govoril, ki pa danes kandidira za župana. Ali je bil sploh prisoten, pa kritizira. Ne mislim osebno zdaj, govorim nasplošno. To je ena stvar. Drugo, gradiva, ki se pripravljajo za občinske svetnike. Jaz sem bil v nadzornem odboru in sem jih šel zato brati, ker mi je bilo to zanimivo, ker sem hotel vedeti, kaj se dogaja. Včasih so premalo strokovno napisana in premalo razumljiva celo za same občinske svetnike, ki na koncu nekaj potrdijo, pa sami ne vejo, kakšen bo rezultat, ali pa celo mogoče škoda za proračun. Bil sem predolg, se opravičujem. Hvala. Vasilij Žbogar. Izvolite. Hvala za besedo. Samo bi dopolnil gospoda Bogatiča glede občinske uprave. To je bila en takšen nasvet od moje mame, ki je delala na občini 35 let. In to je, da v nekem trenutku bomo mogli mi občinsko upravo imeti na enem mestu. Mi trenutno imamo občinsko upravo na 5 lokacijah. To enostavno je težko imeti kontrolo, težko imeti urnik, težko se ljudje prilagajajo, dostikrat so zaprti prostori, se ne ve, zakaj so zaprti. In šele, ko bomo vsi bili pod eno in isto streho, jaz mislim, da bo tudi občinska uprava dosti boljše delovala. Kar se tiče pa digitalizacije, ki je omenil gospod Bogačič, absolutno se strinjam in to sem jo pogrešal. Jaz sem bil 4 leta v občinskem svetu, mogoče sem predolg na hitro, pa sem prosil, oziroma datumi sej so se zelo spreminjali, jaz sem v tujini precej. Sem si prilagodil na začetku leta moj urnik, ki ga lahko prilagodim na osnovi sej, ki so bile predvidene. Tej datumi so se prvo zaradi covida, kasneje potem tudi kasneje spreminjali in sem pogrešal mogoče to Zoom, spremljene občinskih sej preko Zooma, ki so potekale gladko 6 mesecev, ko je bil covid in je občina funkcionirala čisto vseeno. Tako da mi je žal, da občina v tej smeri ni naredila, kar sem tudi jaz zahteval, nobenega koraka naprej, ampak definitivno digitalizacija je nekaj, kar čaka nas mlade in mi moramo to absolutno realizirati. Hvala. Hvala, gospod Žbogar. No in zdaj imamo še vprašanje, ki bo isto za vse 3 kandidate. In sicer, koliko denarja boste porabili za volilno kampanjo in kdo jo je oziroma kdo jo financira? Gospod Bogatič. Zakon točno pove, koliko smemo porabiti za volilno kampanjo. Če malo pogledamo, je to ločeno, koliko lahko župan porabi za kampanjo v prvem krogu in če prije v drugi krog, seveda tudi cifra, in koliko lahko za kampanjo za občinske svetnike. Glede na to, da je Gibanje Svoboda kandidiralo mene in tudi kandidiralo našo listo za občinski svet, je seveda zelo transparentno poslovanje. Za vsako stvar, ki jo rabimo v Izoli, moramo najprej dati zahtevek, da dobimo naročilnico, da izdajo račun in da oni tam plačajo. Se pravi, je popolna kontrola. Ne bomo porabili niti centa več, dejansko bo par 100 evrov manj. Lahko povem tudi, da so gradiva, billboarde, se pravi, velike plakate, se sta samo 2 v Izoli,
plakate, ki jih imamo za listo, plakate, ki so zame kot za kandidata za župana, material, ki bo šel jutri in bojo vsa gospodinstva dobila z na nek način skrajšenim programom, da se bolj spoznajo z našim programom, čeprav na spletu je zelo podrobno v 16 straneh napisan program Gibanja Svoboda za Izolo, seveda to je skupni program tudi Izole prihodnosti. In še nekaj, nam je v Izoli ostalo na razpolago samo 2400 evrov. Drugo je bilo centralno porabljeno za vse te stroške, ki sem že omenil. Tako da tu ni straha, da bomo jutri dobili za vrat Računsko sodišče, da bojo karkoli ugotovili. Mi delujemo transparentno, pošteno in karkoli smo pridobili tudi od posameznikov, je bilo to skladno z zakonom, se pravi podpisal izjavo, nakazal na račun in še na glas moram to povedati. Prvih 8 na listi za občinske svetnike smo sami prispevali. Največ prvi in potem gre naprej do 8. Prvi 1000 evrov, drugi, tretji, četrti po 500 evrov, vse na tisti račun, iz katerega se plačuje, zadnji 8 pa 100 evrov. Tako da sami prispevamo za svojo kampanjo, ne pa stranka. No, mogoče že pri zneskih, kateri je ta zakonski znesek? 7200 pa 14 skupno, no. Vasilij Žbogar. Hvala, ja, jaz sem sredstva sam iz svojega računa, vse skladno z zakonom. Jaz moram reči, da sem šel v zelo skromno kampanjo, največ sem delal osebno na terenu z ljudmi, kot sem rekel, dom upokojencev, javne tribune in sem skozi ta format, ki je trajal skoraj 4 mesece, naredil tudi moj program. Tako da celo po pravici povedano smo včeraj dali štand na Lonko, jaz v skupini sam štand nisem želel, ker že kot občana so me te štanti motili, tako da sem rekel niti, da ne bom prisoten, ampak mislim, da so pomembni za listo, kajti zelo pomembno je, da imam tudi na občinskem svetu čim več svetnikov, ki bojo mi pomagali voditi občino. Najlepša hvala in gospod Kobal. Mi smo zapravili do zdaj 1500 evrov, tu so plakati, kombi imam svoj, dosti se popije kakšnih kavic in tega, gre za pijačo tudi, ne vmes. Plakati, v glavnem to je plakati bistveno, ne, plakati so, vse drugo niti ne vem, da bilo kaj tako, dnevi tečejo, skozi si v napet in to, in pol sploh ne veš, koliko porabiš, v bistvu, ma gre nekje za, ker gre z tega žepa, ne, gre za okoli 1500 evrov, za to vem, ne, zdaj še par dni in pol smo zmagali, pol ne bomo rabili več dne. Super, hvala vam. Tako, prišli smo do zaključka tega dela, pripravljenih vprašanj za naše kandidate. Zdaj pa, to, da imamo še nekaj časa, sem se bal, da ga bo zmanjkalo, ne, torej vabimo tudi vas, spoštovano občinstvo, da mogoče izkoristite to priložnost, da kandidate tu prisotne tudi kaj vprašate. Ja, samo en mikrofon, če ne, se ne bomo slišali. Pozdravljeni, Mladen Batas pri mikrofonu. Eno osnovno, zelo preprosto vprašanje vam. Mislim, da je veliko večino Izolanov iz starega dela mesta izjemno sram izgleda Gregorčičeve ulice in mnogih ulic, ki se navezujejo na Gregorčičevo. Kdaj se Izola, ne župan, mestni svet, torej Izola, kdaj se misli lotiti popravljanja, preurejanja Gregorčičeve ulice in tudi ulic okoli nje in s tem pomeni umikanje prometa ne le iz Gregorčičeve in starega dela Izole, ampak tudi iz Sončnega nabrežja. Hvala. Mogoče lahko jaz odgovorim.
Verjetno je gospod Potajec slišal, da sem prej omenil, da živim v Kopališki ulici. Vse tisto, kar gre mimo njega, ne, ker on stanuje v bližini glasbene šole, gre na koncu skoraj vse mimo nas. Mimo našega okna, ne, se tu je tudi moja žena, ko včasih dobi kar kurjo polt, ko začne to že v 5-6 uri zjutraj. To pa so tisti vikendaši, veste, ki pridejo samo za enodnevno kopanje in seveda, da ne hodijo po soncu, hodijo po Gregorčičevi ali pa hodijo po Tovarniški, potem pa nadaljujejo tle mimo Vitaminčka in tako naprej. To, kar njega moti, vem, kaj je. Njega moti še nekaj drugega, ta promet. Če gledamo, kako tujce, vse malo, vem, vse mene tudi, kako se zgodi, da sploh pride v Gregorčičevo ulico naenkrat kolona 5-6 Avstrijcev. Prvi ima Garmin, najkrajša pot do hotela Marina ga pelje dejansko na tržnico in potem po Gregorčičevi, po se pa ne more na Komarjevo dol spraviti, da pride do parka. To je cel cirkus in to ravno njemu pod oknom navijajo gas po domače povedano in pol morajo vsi na rekord voziti, da se spravi ven. To je treba preprečiti. Preprečimo lahko na ta način, da zgradimo garažno hišo, da ponudimo tem obiskovalcem možnost, da nekje parkirajo in da je jasno označeno in tako kot je v Kopru ali pa Piranu celo z nekimi stebrički zaprto, dovolili bi lahko tistim, ki tam živijo 30-minutno dostavo, pa se pa odpelji ven. Ne? Mislim, da je to rešitev, sigurno. Ne pa risati neke bele ali pa rumene črte po škrljah tam, pa to je sramota, mislim, tisti, ki se je to sploh spomnil. Ne? Spomnil se je, vemo, kdo na občini ureja promet in izdaja neke sklepe, kako se to rešuje. Tega gospoda je treba poučiti, da se to drugače počne. Pa še nekaj, ko jaz hodim po tej ulici, pa se moram na tla gledati, da si ne bom polomil gleženj. Jaz me operiram gleženj in me že itak boli, moram gledati vsak korak. Podobno je treba, kot je Ljubljanska in Koprska, urediti Smrekarjevo in Gregorčičevo. To so tiste najbolj kritične ulice, ki se jih je treba lotiti takoj. Mislim, da bo tudi on zadovoljen. Hvala. Se pričetite mikrofon, ker nas gledajo že to srečo. Gregorčičeva kot taka je plus minus 300 metrov dolga, najbolj 400 metrov. V zadnjih 4 letih občina, da se je lotila po 20 ali po 50 metrov popravljanja, bi danes imeli že Gregorčičevo popravljanje. Ampak evidentno je, da ta občinska oblast, in govorimo še 4 oblasti nazaj, enostavno jih to ne zanima. Zaradi tega, ker kdo ve zakaj? Se jim ne da delati. Tudi to. Noben ne živi na Gregorčičevi. Jaz sem... Ne bom vas prosil, samo če ne, ker to se vidi zelo kot zmedo, ne, ker se vas ne sliši, tako da kdor bi želel, naj prosi za mikrofon. Gospod Kobal, ste hotel odgovoriti. Hvala za... Glede na to, da omenjate to ulico, zgleda, da imamo vsi neke korenine tam, ker moja hči živi v Prečni 9 in je od Paliska Erik mastla otroka, ne? Tako da sem nono. Ne? In pred 4 leti sem že jaz predlagal, tisti, če boste pogledali posnetke za nazaj, pred 4 leti za volitve za župana, da vse te stare hiše, ki odpada vmet v starem delu, naj občina to nastane ogromno, tista fasada, ki je na ulico, da se to popravi, fasade, klime puščajo, stenke klime puščajo, so kar tam postavljene tako brez otokov, ta voda pada po tleh, normalno, in to skozi pada po zimi, pada po leti in uničuje ulice, ne. Tle ni narejeno nič. Ne. Vse tiste ulice, da predstavljajo Izolo, da ljudje vidijo, da hodijo, ne, pol vidiš kulturo, ne. To se strinja tudi jaz in tudi poznam razmere tam tudi jaz. Najlepša hvala, gospod Kobal. Dobro večer vsem prisotnim. Jaz, Viktorija Karli, bi rada vprašala predstavnike, ki so tukaj danes, kaj boste vi naredili, vsak posebej, če lahko mogoče na kratko pove, v bistvu, da se ne bi ponovila zgodba z vodo, ko so vozili cisternami, porabili 3 milijone, ker 3 milijone mislim, da bi Slovenija lahko že en kos vodovoda naredila.
Kako se boste vi, vem, da to ni v pristojnosti posameznika, ampak je lahko neka skupnost obalna, mislim, vsi obalni župani, zdaj glede na to, da je tle celo neka povezava z Gibanjem Svoboda, res me zanima, ker je to, mislim, še verjetno bolj pomembno kot sprejetje OPN-ja. Hvala lepa. Gospod Bogatič. Jaz bi kar začel o tem. Ko boste dobili naše brošure, naš program, omenjamo tudi to rešitev. Mi nimamo v Sloveniji regij in zato se moramo pogovarjati izven svojega vrtička. Treba se pogovarjati širše, treba se pogovarjati z vsemi občinami v Istri in seveda tudi s tistimi na Krasu. Ideja o tem, kako bi to rešili, je že pripravljena. Ena je povezava z Tržaškim vodovodom, druga je povezava z Ilirsko-Bistriškim v Malnih in tretja je z Kraškim. S tem bi pripeljali dovolj količine, dovolj vode za porabo pitne vode, govorim. Potem imamo pa še eno vprašanje, ne, gospa ni postavila vprašanja še malo globje, ne. Mi imamo en kup kmetijske zemlje, ki v sušnih obdobjih ne moremo namakati, celo prepovemo, da se to namaka, ne. Zato je treba predvideti zajetja in je treba imeti akumulacije dovolj velike, da ti kmetje, ki to rabijo, v poletnih časih uporabijo to vodo. In to je dejansko tudi v našem programu. Moram še to povedati, glede na to, mene pač Mitja kritizira, mi se poznava že dolgo let, pa mu kar tako rečem, ker sem kandidat Svobode. Ampak ravno ta prednost je, da sem kandidat Svobode in da je zaradi tega prišel v Izolo tudi minister za okolje in prostor, minister za infrastrukturo, gospod Janov je tisti, ki je zaslužen za to in se trudi kot poslanec, da bo nekaj naredil za Izolo, ne tako kot so prej nekateri poslanci v zadnjem obdobju nič ne naredili, a pa samo za svojo rit, po domače povedano, ni lepo, ampak tako pač je. Plan je, da se takrat, ko bom župan, se usedemo, se pogovorimo in gremo v rešitve. Obstaja tudi proračunski denar za to, ker na koncu koncev to ni stvar občine samo, ampak države. Ker je tudi v ustavi zapisano, da ima vsak pravico do vode. Gospod Bogatič, gospod Kotar. Gospod Bogatič, jaz vas ne kritiziram, to samo jaz povem svoje mnenje, ne? Vi poveste svoje. Glede tega, kako je s to vodo, ne? Jaz se zavzemam za to, ker bodo tam delali na Krasu še eno vrtilo, da bi bil Kraški vodovod in še z Ilirske Bistrice in mislim, da bi to zapolnilo. Pol za rezervo, če bi bili Italijani, ker niso višni Italijani zmeraj, ne? To in zajetja, pa narediti pa zajetja za namakanje, to pa je obvezno treba narediti. Vseeno imamo lepo tle v Izoli zajetje, tisto je lepo, še po kakšnih takih kotanjah. Ja, premalo, samo po kakšnih takih kotanjah, samo je treba bolj paziti tudi zaradi komarjev in vseh teh, če se bolj razvijajo. Mislim, treba narediti študijo. To se ne da kar na pamet, ja, jaz bom naredil neko zajetje. Tako, študijo vpliva na okolje, gospod Bogatič. Samo dve besedi. O študijah se v tej občini že govori toliko let in to vse študije, ki jih je občina plačala, so končale v nekih predaljih. Občinska uprava je polna raznih študij, za katere po 20 letih niti ne vemo, o čem so govorili. Obstajajo že projekti, vemo tudi, na kak način se bo to naredilo, pristojno ministrstvo bo koordiniralo to in denar bo tudi prišel. Hvala, gospod Bogatič. Vasilij Žbogar. Ja, mogoče bi samo dopolnil, da sigurno, kar ima tudi v svojem programu, da akcijo spodbujanja zbiranja vode, deževnice, tako za kmetovalce, kot za občane. Izola ima dosti vode, tako da tudi treba v tej smeri razmišljati, da smo mogoče samoskrbni. Tako je voda v Rekorvotu, Košteliru, tako da na listi imam tudi člana iz Tržanskega vodovoda in je dobro seznanjen in sem prepričan, da bomo tudi to rešili. Najlepša hvala. Vprašanje, ja.
Ja, dober večer, lep pozdrav, Miha Rolih je moje ime. Eno vprašanje, prej smo govorili za prihodnost. Mlade družine, kam se bojo vselile? Lahko kar odgovorim, glede na to, da Izvolite, gospod Bogatič. da o tem govorimo v celi tej kampanji, kako bomo rešili problem mladih družin. Na vsak način je potrebno v OPN-u predvideti pozidavo seveda za stolpiče, ki bodo namenjeni za neprofitna stanovanja in seveda tudi omogočiti to. Zato je treba tudi izkoristiti finance, ki jih imamo iz proračuna prek sklada Republike Slovenije, to je eden od virov, čeprav je tam ovira v tem, da se na take razpise lahko javi vsak, na tiste, ki jih pa občina sama odpira, pa lahko omejimo samo za občane. Prej sem še nekaj omenil sem, da bomo prenesli fond na stanovanjski sklad. Ta stara stanovanja, ki smo jih do zdaj razprodajali, ne ta, prodali smo ona, ki so pač končala tako, kot so, jih bomo obnavljali in tudi ta bomo namenili, ne samo mladim, tudi starejši, nekateri nimajo stanovanja. Hvala, gospod Bogatič. Je še kakšno vprašanje? Hvala lepa organizatorju, hvala vsem kandidatom. Jaz sem Mirjana Klodič, lastnica družinske ekološke kmetije Olja Distrija in bi se predvsem želela navezati na odgovor, ki ga je podal kandidat gospod Bogar glede kmetijstva. Gospod Bogar je govoril o kažetah, o tem, da bi se občani dobro počutili na podeželju, da bi pridelovali za svojo družinsko oskrbo. To je vse lepo in prav in seveda to tudi podpiramo kmetje, ampak moramo tu razumeti eno drugo zadevo in ta zadeva je to, da govorimo o profesionalnem kmetovanju, ki poskrbi za samo oskrbo. Samo oskrba na 2000 kvadratnih metrov, to ni samo oskrba. Govorimo o malih pridelovalcih, ljubiteljskih pridelovalcih, ki so zelo dobrodošli, ampak ti ne morejo izrivati profesionalnega kmetovanja za trg, ki dejansko oskrbuje širšo Slovenijo in če sem poštena, moram reči, da je naša vizija in strategija razvoja kmetijstva, da pridemo do tega, ko so naše babice zelenjavo iz Primorske oskrbovali vse tja do Venecije. Danes tega ni in naša naloga je, da to oživimo za domače okolje in tudi za mednarodni krog. Tako da tu jaz mislim, da moramo narediti jasno ločnico in poskrbeti tudi za ustrezne prostore, ustrezno sprego z kmetijstvom in turizmom, z ustreznimi investicijami, ki niso samo občinska, ampak tudi državna, ampak da pridemo do takega kmetijstva, da smo vsaj malo podobni hrvaški Istri. Oni so bili leta nazaj krepko za nami. Danes pa je nas, slovensko-istrske kmetovalci, skoraj da stran jih obiskati. Ker nimamo prostorov, da spravimo mehanizacijo, za katere nas lahko Evropska unija, če smo dobili sredstva, tudi kaznuje, ker lahko nas bremeni za to, da ne skrbimo kot dobri gospodarji. Na kmetije čakamo nekateri tudi 20 let. To je nesprejemljivo za danes, za jutri in za prihodnost. Hvala lepa. Hvala, Vasilij, ste želeli replicirati oziroma ste odgovorili gospe? Ja, na prejšnje vprašanje. Z gospod se strinjam, bi se z veseljem srečal, da bi še dobro predebatirali te zadeve. Ne, glede stanovanj sem hotel prej omeniti, se upravičujem, če sem pozen. Mislim, da je ključno, da pomagamo mladim ali iz Izole ali na bližnjo Hrvaško ali celo v Italijo ali pa na Kozino. Mi tukaj dejansko se moramo in to v kratkem času dobiti način, kako jih obdržati v Izoli. In to je sigurno preko stanovanjskega sklada en način. Zelo pa težko vidim, da bi jih, mogoče je neka prilika, da se jih
v zaledje, mogoče v Šaredu, da se naredi neko cono, kjer se bo lahko mladi namestili, ki bojo ugodno živeli, ki bojo imeli mogoče malo vrta spredaj, da bojo kvalitetno živeli in da bojo lahko tudi delali v Izoli. To je prioriteta razvoja Izole. Če mi tega ne bomo naredili, ne bomo imeli niti razvoja. Najlepša hvala, gospod Žbogar, gremo naprej. Hvala lepa, Flori Banovac. Gospod Žbogar, dotaknil ste se doma upokojencev Izola. Moram se oglasiti. Predvsem zato, ker 20 let se v občini Izola govori o izgradnji doma upokojencev. Vi ste verjetno zdaj prvič bil v njem. V tem domu je sramota, da kdo živi, in ta dom je eden najslabših, če ne najslabši, v slovenskem prostoru. Ker sem predsednica sveta zavoda tega doma, si bom prizadevala do konca, da bom visela za vratom komerkoli od vas županov, ki bo zmagal, da bo vsaj v 3 letih dočakala ta občina ta dom, da se bo jim našlo zemljišče, ker 20 let nihče od županov ni imel posluha za to in vsi so govorili, da je potreben. Zelo bom pozorna, kje bo umeščen in kako bo v OPN-ju to izgledalo. Zemljišče, ki ste ga vi omenil, je državno. Tako državno zemljišče je ponudil tudi sedanji župan. Meni je žal, da ga danes ni tu, ker bi mi dva verjetno imela kaj zapovedati. Ponujati državna zemljišča, oprostite, mi moramo imeti svoje zemljišče, ker v vsej Sloveniji župani ponujajo zemljišča ministrstvu za delo, za to, da bi zgradilo dom, ker ministrstvo zida dom. A veste, v Izoli bi ga imeli že davno, če bi občina dala zemljišče, ampak ga žal raje prodaja za veliko denarja, za dom in to populacijo v Izoli pa ga ni. Vedite, da tudi danes tu večino sedi več starejših kot mladih. In nekega dne bomo vsi morali pristati tam. Sramota za Izolo. Hvala. Želi nekdo, Vasilij, povejte. Absolutno se strinjam, gospod, jaz sem bil tam in kot sem rekel na začetku, v čim krajšem času moramo zagotoviti, to je tudi v mojem programu. Jaz sem bil tam, veste, v tem domu ni niti enega barčka, da bi se lahko svojci in starejši usedli, neki spili. Res je na strmini, ne morejo, dosti jih ne more hoditi. Tako da je definitivno ena od prioritet dom upokojencev, zato, ker to so, kot sem povedal prej, to so naši starši, naši nonoti. In za njih moramo poskrbeti. Tukaj ni nobenega dvoma in sem prepričan, da lahko to zemljo se zamenja mogoče. Jaz smo se tudi debatirali o tem, kaj bi lahko bilo na tem mestu, ki je zdaj dom upokojencev, da probamo neko zamenjavo, lahko bil tukaj nek študentski dom in bi lahko mogoče s to zamenjavo hitrejše prišli do izgradnje. Bomo vrnili besedo spet gospe, ki vas je izvala. Moram vas replicirati. Tam, kjer danes stoji dom, je last države. Ne more občina zamenjati, da se razumemo. Treba poznati vsa pravila, vsebino in strukturo tega doma in lastništvo. Ni to občinsko. Tako da se razumemo, mi lahko gremo tu samo v adaptacijo, kar pa je zelo težko glede na to, da nimamo ustreznega prostora, kjer bi lahko namestili obstoječih 200 stanovalcev v času adaptacije. To je največji problem, ker nihče ne bo hotela za to dal, da bomo nadmestili, ker treba tudi to plačati.
Hvala, gospod Bogatič, imate vi rešitev? Ja, sem seznanjen, pardon. Jaz sem hotel samo potrditi to, kar je gospa Flori rekla. Moja stara mama je bila tam do 75. In ta dom je podoben kot takrat, z nekimi minimalnimi popravki. To je sramota za Izolo in dejansko za tiste, ki so vsa dolga leta ovirali skoraj državo, da jim ponudijo ustrezno zemljišče. Gospa Flori je pač v nadzornem svetu, čeprav rečem, a v svetu zavoda Doma upokojencev Izola in je dejansko tudi predsednica. Ne? Ona je bila tista, ki je ministrstvo za delo in pristojne peljala po Izoli in so jo današnja garnitura furali gor in dol in niso ugodili temu. To se že dolgo trudi. Jaz mislim, da je to prva stvar, med prvimi zadevami, ki jih je treba rešiti. Treba je to umestiti v prostor, končno lahko najdemo rešitev zelo hitro, ker je v bližini. In je treba to odstopiti države, država pa itak financira, to ne bo šlo iz proračuna. Jaz to ne vidim, kar je ona rekla, to se razprodaja, zato ker prodajamo po 300, 400, 500 evrov kvadratni meter in je tu neki kapitalski interes od zadaj. To je moje mnenje. Hvala, gospod Bogatič. Kratka replika, gospod Žbogar. Gospod Žbogar, ste dvigali roko? Ja, samo da sem seznanjen z lastništvom in kako to gre. Hvala, gremo naprej. Dosti časa sem se seznanil z vsemi zadevami. Hvala. Hvala. Rolik iz Cetor. Občina in občinska uprava ni one man band. Je orkester. Orkester, ki ima 60-70 ljudi. Orkester, da funkcionira, mora imeti dirigenta. Dirigent naj bi bil predsednik občine. Mene samo zanima, kdo od vas kandidatov ima kompetence za voditi orkester. To je prvo vprašanje. Drugo, vprašam vse tri, ali so Cetorje sestavni del občine Izola. Ob letošnjem novem letu je bilo šaret kot Las Vegas, mi smo se spotikali v temi. In sem vprašal, so rekli, ja, bomo posredovali vprašanje naprej, mi smo bili v temi, potem sem dali eno zvezdo, ne vem, je bila ta izraelska, je bila naša, ena zvezda je bila. Torej, to vprašam in predvsem me zanima, nekdo, ki hoče biti župan, mora biti dirigent. Kdo ima izkušnje iz vodenja večje delovne organizacije? Hvala za vprašanje, gospod Bogatič. Dobro, lahko začnem. Jaz sem pripravljen, imam znanje, vi ste rekel kompetence, izraz. Jaz sem bil na vodilnih položajih od leta 1992 v državni upravi. Vodil sem tako službo, ker je precej bolj množična, kot je neka občinska uprava. Meni ni problem se jutri tja usesti na tisti stolček in se pogovoriti s kolektivom, na kak način bodo delali. Kolektiv deluje tako, kot delujejo njihovi šefi. Ne samo župan, ki je po statutu tudi in po zakonu o lokalnih skupnosti odgovoren za svoje delo, ampak imamo tudi vodje uradov in službo. Ti morajo biti tisti, ki so kompetentni. Ti morajo biti občano prijazni. Ti morajo biti tisti, ki bojo razmišljali, zakaj imate vi tam v Cetorah. Ne pa da čakajo, da jih vi opozarjate. Mi dva sva oba odrasla v Piranu, od takrat se poznava od malega. Ne vem, zakaj ste še v Cetore prišli, bi videl, pa bi imel luč, tako kot vam jaz. Hvala, gospod Malo v Bogatič. kecu. Še kdo od kandidatov, ne? Gremo naprej, gospod Kobal. Ste želeli odgovoriti? Gospod Rolik, poslušajte, če mi ne verjamete, da sem delal v javni upravi, šolan za to, 20 let inšpektor, 5 mandatov sem delal, sem bil član nadzornega odbora za proračun Izolskega. In kako mislite vi zdaj s tem dirigentom? Če boš ti občini dirigiral, kdo ima sploh posluh?
recimo. Ne? To je treba drugače uvesti. To je posluha. Ne? Se pravi, bo treba drugi prijem, bo je treba trši prijemi, brez posluha. In to ni firma, privat firma. Ne? To posluje čisto drugače. Ne? In to poznam jaz v malem prstu. Meni je mala Malta drugi dan zabiti že 2 pilota tam na preladedelnici za garažno hišo. Hvala, gospod Kobal. Imamo še naslednje vprašanje. Če lahko še jaz. Mislim, da... Ja, pardon. Pardon. Jaz mislim, da Izo ne rabi dirigenta, rabi liderja. Liderja, ki zna motivirati ljudi, ki zna delati z ljudmi, ki zna povezovati. Jaz to delam zdaj s tem delom, ki ga trenutno delam, povezujem dosti tujcev, delam s tujci, delam z ekipo. Tako da in iz športa in v temu, kar trenutno delam, sem neke izkušnje. Ne morem reči, da poznam in bom znal voditi občino, ampak sem prepričan, da s temi sposobnosti, ki imam, bo občina več kot dobro delovala. Večer, Marjanovič iz Obrtne majske cone v Izoli. No, mene je zanima ena stvar, ker že 20 let govorimo, pa Kobal, kakršen je komik, on ve, da v tej občinski upravi je preveč ljudi, pa tudi v časopisu se dosti govori o tem, da je preveč tega kadra. Dosti so delavci notri, uslužbenci, ki dobro delajo, so pa nekateri, ki so po nekom moteči elementi. In to mi sami vemo. Plus tega, da jih je preveč zaposlenih. Mene samo zanima v vašem županovanju, če boste kaj naredili na te stvari. Ker če zdaj govorimo o orkestru, če lepo, ne vem, 20 dobro igra, 5 jih dobro ne igrata, orkester ne more zaigrati dobro muziko. Tako da bi bilo dobro malo na tej stvari narediti. Po moje, te projekti se vlečejo samo zaradi takih ljudi, ki so odvečni, ki niso tam zato, da nekaj naredijo, ampak so tam zaradi plače. Hvala. In odgovor, gospod Kobal. Da bi takoj odgovoril gospodu, ki ga dobro poznam. Vsak župan, pa pejmo z vrha države, vsak minister, vsaka nova vlada pripelje svoje podrebnike. Isto je v občini. Vsak pripelje svoje, zato se to bohoti. Samo tega človeka ne moreš dati na cesto, če hodi delati ob 7, se tolče in pol ob 3 gre domov. Veste, in zato je treba počakati, da se drugi ljudje, starejši čim prej, da se upokojijo in da se te postavi na tista delovna mesta, ki so zahtevna, pa bomo videli, če bodo zdravili. Ne, jih je precej, ki jih ima zdaj v penzijo. Se da znižati. V tem času se dela škoda. Ja, ma tega človeka ne moreš vrst dela. Ti mogoče ne, nekdo bi lahko bil sposoben to narediti. Ja, ni tako enostavno vrst človeka z dela. Dobro, to je moje mišljenje, no. Hvala, gospod Kobal. Gremo, gospod Bogan. Mogoče jaz samo lahko dodam to. Jaz sem, ker sem bil tudi direktor urada, vem kako je, če imaš ti nekoga, ki je, saj on misli, tako neproduktiven. Zelo elegantno sem jaz počel reorganizacijo na ta način, tu ne govorim o reorganizaciji bodoči v občinske uprave, ampak reorganizaciji, kjer je potrebno občasno nekaj spremeniti. Združiš določene oddelke, združiš urade, ti ljudje imajo nek nov izziv in začnejo bolj pozitivno razmišljati, mogoče so celo veseli, da so dobili drugo, novo delo. To ni, da jih odpuščaš. Moramo gledati tudi na to, zakaj ne nadomeščati vsakega, ki se upokoji ali pa zaposlovati nove. Primerjamo smo občino Ajdovščino pa občino Izola. Približno enako število prebivalcev, dvojno število ljudi v občinski upravi. To si lahko vsak na spletu pogleda. In to je treba reševati z naravnim odlivom, na vsak način, ker na cesto javnega uslužbenca ne moreš vrst, če ne gre iz krivdnih razlogov. Ga pa lahko zadolžiš in je lepo koristen na drugih delovnih mestih. Hvala za to pojasnilo, gospod Bogatič.
No, imam pa še jaz, Fredi Polšak, eno zanimivo vprašanje za naše kandidate. Globalno segrevanje. Ena zanimiva tema je. Saj nihče ne čuti, dokler v Izoli začne deževati. V starem delu mesta obstajajo nekatere ulice, ki ob najmanjšem dežju, vam povem jaz najmanjšem dežju, živim tam, imamo poplavo. Nihče tega ne vidi, ker mi smo tako pridni, da to počistimo, pospravimo, vse gre mimo. Problem je nastal, ko so začeli, bom rekel tako, vsak župan v Izoli, ko je prišel, je za 5 cm dvignil Kidričevo nabrežje. Sončno nabrežje, pardon, je sončno ratlo, jaz že od Kidričevega govorim. Naredila se je lepa, čudovita promenada. Fantastična, izjemno izgleda. A vi vidite, kako izgleda prehod iz tega nabrežja v ulico ob Stolpu, v Gasilsko ulico in še ena ulica je Skladiščna, zanimiva. Ni to od dviganja morja, to vedo tudi na komunali, na kateri sem imel 4 leta nazaj sestanek, na kateri vejo, seznanjeni so vsemi težavami. Tudi sam direktor komunali je rekel, da so se lotili napačno problema, da so iz Izole, starega mestnega jedra, naredili bazen. Imam audio zapis tistega sestanka, če koga zanima, ker bi bilo zanimivo poslušati. Bile so narejene rešitve, narisane in povedane tistem sestanku. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, seveda se je, ne nič. Zgodilo se to, da smo se zmenili, da bodo naredili in bo šlo v proračun. Neke stvari so se naredile, ko je pa moralo iti v proračun, se je zgodila naša nova oblast. Denar je šel nekam drugam. Pumpa pred občino nima uporabnega dovoljenja še. Vi vsi če veste, da v največji suši 30% dela, ker morje vdira notri. Mi, ko imamo dež, imamo poplavo. Vsakokrat. Najmanjši dež. In vsi mi govorijo, da so 100-letne vode. Prosim lepo. Upam, da imate vi kakšno rešitev, ne pa da naredimo pomol in da rečemo, da smo rešili poplavo. Se delate norca z nas nekateri. Hvala za odgovore. Hvala, gospod Bogatič. Jaz se z gospodom strinjam, ker na koncu koncev vidim to tudi sam. Vi verjetno poznate tisti kolektor, ki je pred vhodom v recepcijo hotela Marina. Unga so že 3-krat kopali, isti ti ljudje, ki so vam obljubljali rešitve. Danes je mogoče že toliko veliko tudi do tistega zvočnika, pa bi lahko cel avto odpadel, pa še vedno ga zelijo voda. Očitno, takrat, ko so povezali kanalizacijo z koprsko povezavo, dejansko gre na čistilno napravo. Takrat je bila narejena največja napaka in sicer tam, na velikem parkirišču, kjer je glavno črpališče, to ni bilo predvideno, da bi tudi te meteorne vode izčrpali. V tem je problem. To, kar zdaj počnejo in za kar bojo od jutri začeli zapravljati 4 milijone, da povežejo še ta del sončnega nabrežja in dvignejo to, bojo še nekaj naredili. Naredili bojo to, da bo ta voda vdrla in ne bo mogla zliti se nazaj, ker jo bojo zaprli in bo ostala pred mojim pragom skoraj jaz malo više, ampak v Smaregljevi pred vami cela Ljubljanska bo poplavljena. Tu je treba iskati rešitve in treba tudi finance najti. Jaz mislim, da se da celo za take stvari počrpati evropski denar, ker končno tu gre za reševanje takih zadev. Če je Venecija dobila za laguno, ki jo lahko celo zaprejo, zakaj ne bi ena Slovenija za nekaj podobnega v Piranu in v Izoli črpala tako. Gospod Bogatič, hvala. Čas nas preganja, Vasilij na hitro, ker bomo morali zaključiti današnje srečanje. Imamo pa še 3 Dejansko mi potrebujemo strokovnjake, da pridejo v Izolo, strokovnjaki, ki delajo takšne zadeve v Veneciji, ki delajo na Nizozemskem, ki je pod gladino morja, jih pripeljati in da oni najdejo celovito rešitev za Izolo. Hvala, gremo naprej z vprašanji. Ne vem, če je vsebinsko. En lep dober večer tudi v mojem imenu, podjale Buonasera tutti quanti. Mislim, da je prav, da se tudi jaz danes le oglasim in korektno bi bilo, da ne prioritiram nobenega od kandidatov, glede na to, da sem poslanec in sem predstavnik vseh barv, če tudi vemo, kaj
kam spada. Jaz ne bom postavil vprašanja, bom pa mogoče dal samo v razmislek. Namreč parcialne rešitve, ki so se tudi danes na nek način evidentirale, verjetno daljnoročno ne bojo zdržale. Pa bom samo 3 primere dal, da na kakšen način je mogoče potrebno pristopati vsem tem zadevam. Prej je bil omenjen dom za starejše osebe. Jaz mislim, da moramo imeti tudi v luči tega, da je pred nami sprejetje novega zakona oziroma noveliranega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo na nek način tudi v pomoč lokalnim skupnostim, da lažje prebrodijo ta čas, dokler se seveda ti domovi, potrebni domovi ne zgradijo. Drugo, govorilo se je seveda o kmetijskih zemljiščih, kar je bilo, všeč mi je bilo, da je bilo tudi izpostavljeno seveda, da pitna voda ni samo tista, s katero se mi ukvarjamo pri špini doma in popijemo, ampak da je treba zadevo reševati na širši način in zagotavljati vodo tudi za namakanje za kmetijske površine. In ne nazadnje, verjetno bo treba tudi z kakšnim drugim ministrstvom iti v dogovor, da se morebitni gradbeno dovoljenje začne izdajati samo na podlagi tega, da zagotavljaš sam sebi neko skrbo, s katero boš zagotavljal svoj vrtiček in vode, bomo rekel, za po domače kotličke. Pa še ena zadeva, ki sem želel danes na nek način, da boste imeli predstavo, kako je prav, da se pristopi zadevam. Danes smo imeli namreč ministra za zdravstvo pri nas v gosteh in seveda veste, da je zdravstvena reforma pred vrati in težave v zdravstvu so ogromne, niso se reševali zadnjih 30 let. No, kljub temu, da seveda, jaz mislim, da delamo dobro, se vseh težav ne da rešiti hkrati, lahko pa zadevo rešimo na ta način, da jo razširimo. In eno od rešitev, ki bi šla vključ skupaj z zdravljenjem, je seveda tudi preventiva. In preventivi spada šport, gibanje, naslavljanje, ne nazadnje tudi na zdrav način prehranjevanja in tako dalje. Tako da jaz bi želel, jaz sem vesel, da se danes na ta način, jaz mislim, da zelo kulturno pogovarjamo tle in še bolj vesel bi bil, ukolikor bi se dobili enkrat letno. Namreč, ne glede na to, kdo bo župan, da ga vsakokratno opozarjamo na težave, ki so pereče v naši lokalni skupnosti, zatega, da ne grejo v pozabo skozi te predvolilne obljube. Jaz lahko zagotavljam samo to, da moja vrata seveda so odprta, marsikdo je na moja vrata že potrkal in verjamem, da bomo znali premakniti stvari naprej. Najlepša hvala. Še 2 vprašanji in potem bomo zaključili to današnje srečanje. Lahko pa seveda nadaljujemo skupaj v prostorih bara Odel, ker je organizirano druženje, tako da dobrodošli, da nadaljujemo skupaj. Hvala za besedo in dober večer. V tej svetli dvorani pa imamo pred sabo svetlo bodočnost, prihodnost. Torej, vprašanje pa zelo kratko. Če boste šli kdaj kandidati za župane skozi Jagodje, boste gor na vrh videli kup tržnic, kup preprodajalcev, ki prodajajo to, kar ni dovoljeno na občinski zemlji. Kako boste to rešili? Hvala. Hvala, gospod Bogatič. Ja, lahko povem, da je bila pred dnevi ministrica za kmetijstvo na obisku v Izoli, pogovarjali smo se z ribiči, dejansko je gospod Bilek iz Zavoda za ribištvo predstavil problematiko ribištva, gospod Mitja, ki pa prideluje školjke in je večji proizvajalec, je predstavil predvsem tisto, kar pričakujejo školjkarji, po domače povedano, marikultura, da se premaknejo ta polja ven, da jim orade ne požerejo pridelek. In takrat smo izkoristili priliko in smo gospod ministrico odpeljali na Belveder, zraven je bil predstavnik krajevne skupnosti, bila je gospa Mirjana, ki se je prej oglasila na temo kmetijstva in takrat smo pred sabo gledali 2 taka prodajalca, ki se v sezoni pomikajo, enkrat so na ozemlju državnem, enkrat so na občinskem. Problem je pa prikazan bil, ministrica to seveda tudi pozna in rekla je, kakšna je rešitev. Zanimivo je, da je njeno mnenje bilo eno tudi to, da je rekla, ja takrat, ko so na občinskem zemljišču, je to pristojnost občine, se pravi inšpekcij, redarjev in tako naprej. Je pa nekaj, in to je tudi predlog gospe Klodičeve, mislim, da je treba samo malenkost spremeniti
zakonodajo z tega področja, predlog je bil ravno njen in ministrica se s tem strinja, da se podobno uredi, kot je to na Hrvaškem. Na Hrvaškem jim zato lahko firmo zapreš, jih dobesedno odpelješ in je konec zadeve. Samo z majhno spremembo zakonodaje ti nekomu daš pristojnosti, da reši to zadevo. To je odgovor na vaše vprašanje. Hvala, gospod Bogatič. Gospod Kobal, ste želeli? Ker vem, gospod Maks ima sigurno idejo, kako to odpraviti. Ne, ker rekel sem prav tako iskreno, ker recimo gledam, ko hodim v Piran, na Valeti ni več stojnice, je zginila. V Strunjanu je bila, je zginila. Edino v Izoli ne zgini. Se pravi, je treba vedeti, kaj so oni naredili, da ni teh stojnic, in pol smo tudi mi rešeni. In tudi pri nas ne bo, samo kaj so napravili. Pa je isti zakon za celo državo, kar se govori, malo občina, pa malo država. Tam je treba nekaj korenito narediti, ograditi, tak pločnik, mislim, če ne gre drugače. Ker treba res za mešanje zemlje med občinsko in nekje tudi tam, ker imate vi poslovni prostor, gostilna, tudi tam vaš nek je tudi zemljišče, kolikor se ne motim, in državno zemljišče. Zato, ja, ne poveš. To so preprodajalci od dol, poveš je ti. Hvala, gospod Kobal. Še gospod Bogatič, ste želeli na hitro replicirati? Ne, hotel sem samo dodati to, kar je bilo prej rečeno. Rekel sem, omenil sem, da je pristojnost občine, ko je na občinskem zemljišču. To, kar se je zgodilo v Piranu, je dejansko občina ukrepala. Tu ni bilo volje. Prišlo je na ušesa celo, da je nekdo redarjem rekel, da naj se ne spušča v to. Pa lahko povem, tisti, ki danes ni tukaj. Hvala, gospod Bogatič. Še zadnje vprašanje in zaključujemo. Ni vprašanje, je bolj na svet vsem trem oziroma vsem tistim 21, ki bodo v občinskem svetu. Nekateri od nas, jaz konkretno, delamo v tujini, veliko potujemo. Zadnjih 10 let sem živel v Sofiji. V Sofiji so 3/4 mesta prenovili, od ulic do stavb, zgradili en kup objektov, večinsko z denarjem iz Evropske unije. Na občini imate, kot so rekli, 60, 80, kolikor jih je že. 10 njih prerasporedite v nov oddelek in naj listajo razpise iz Evropske unije. Tam je toliko sredstev in nihče mi ne more reči, da nekdo iz Republike Slovenije, iz Izole, je manj sposoben od nekoga iz Republike Bolgarije oziroma iz mesta Sofije. Ker če mi kdo to reče, potem vseh nas 16 000 si zasluži, da se odselimo dol. Hvala. Prosim, na hitro. Obstaja denar za obnovo, in to je evropski denar, za obnovo starih mestnih jeder, ki so pod spomeniškim varstvom. Staro mesto ima poseben režim in je vpisano v indeks kulturne dediščine. In gre za to, in to, kar je on omenil, bom zdaj dal za primer starega mesta Ptuj. Oni so največ v Sloveniji počrpali za obnovo starega mestnega jedra. To je že vzorec, na kak način se tega lotiti, seveda z denarjem, ki se ponuja iz evropske košarice. Naš župan je rekel, da se ne da zaradi tega, ker je... Se da. Treba je delati. Najlepša hvala. Vasilij, preden se poslovimo, želite pozdraviti občinstvo v kinu Odeon? Hvala vsem, hvala, da ste me danes imeli z vami in lep pozdrav tem dvem kandidatom za župana Kobalu Bogatiču. Hvala tudi, pa uživajte v jadranju. Hvala vam, hvala, pozdrav. Spoštovani obiskovalci, dragi Izolanke, Izolani, hvala še enkrat v tem res kulturnem dialogu, hvala, da ste bili z nami, se opravičujem za male tehnične napake na začetku. Pridružite se nam v kinu oziroma v prostorih bara Odeon in da lahko še izmenimo kako idejo. Grazie mille, z vami sem bil Dragan Klarica, lep pozdrav gledalcem Megaphone TV-ja
Vidimo se na naslednjem srečanju in veliko sreče kandidatom seveda na nedeljskih volitvah. Najlepša hvala.